Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o življenjskem zavarovanju, o zavarovalništvu in o tem, kakšno je najboljše življenjsko zavarovanje. Torej, na tem svetu imamo možnost, da dobimo denar, da ga zaslužimo. Seveda, če smo rojeni v kakšnem delu sveta, kjer so za to neke realne možnosti, imamo tudi pri nas neko socialno varstvo, torej da če si brezposeln, dobivaš določeno denarno nadomestilo, da te ravno ne pustijo stradati sredi ceste. Potem, takoj ko začneš delati, oziroma tudi ko si na zavodu za zaposlovanje, zahtevajo zavarovalnice določen prispevek, za obvezno zdravstveno zavarovanje, pa dodatno zavarovanje, pa še tako naprej. Ogromno teh zavarovanj. In obstajajo številne zavarovalne agencije, ki ti zavarujejo čisto vse, kar si zamisliš. Od avtomobila, hiše in tako naprej. Skratka, na tem svetu je polno nevarnosti in če se ti nekaj zgodi, če se te nekaj poškoduje, če doživiš neko škodo, tudi še posebej telesno, potem lahko dobiš neko denarno nadomestilo ali odškodnino, da potem lažje saniraš posledice te nesreče. Še posebej zanimivo je pa življenjsko zavarovanje, zavarovanje življenja. Sama ta beseda je tako majhen čudna, kako je možno življenje zavarovati. Češ, da se zavaruješ pred smrtjo. Kaj ti, ko umreš, kaj ti bo ta denar? Nič. Edino, kar se zavaruje, v bistvu ni to zavarovanje, ampak je to neka denarna nagrada za tvoje svojce, prijatelje, da potem lažje naredijo tvoj pogreb. Ampak, ko enkrat umreš, ko zapustiš ta svet, tudi ne moreš s sabo vzeti nobenega denarja. In če se zdaj sprašujemo o tem, kaj je življenje, kaj je smisel življenja, lahko vidimo, da življenje je večplastno. Imamo življenje našega fizičnega telesa in potem za tiste, ki so seveda že raziskali, kako deluje reinkarnacija, smo potem še mi, ki obstajamo kot življenje, kot neko nesmrtno živo bitje in menjavamo ta fizična telesa. Ko se inkarniramo, ko smo v tem fizičnem telesu, je pa spet vprašanje, kako kvalitetno živimo na tem svetu. Ali sploh živimo, ali smo z zavedanjem prisotni tukaj in razumemo, kaj smo, kdo smo in delujemo podporno v odnosu do celotnega stvarstva, ali pa razmišljamo, sledimo nekim mislim, ki nam jih proizvaja oziroma umsko-zavestni sistem, za katerimi nam jemlje pozornost od realnosti v tem trenutku. Če sledimo določenim mislim, izgubimo zavedanje tega trenutka in v tistem času potem nismo pozorni na to, kaj se dogaja z našim fizičnim telesom. Tako recimo lahko nekaj počnemo, recimo v kuhinji nekaj režemo in začnemo razmišljati, in ker nismo pozorni, nimamo popolne kontrole nad svojim fizičnim telesom, se urežemo, se poškodujemo. Ali pa hodimo po cesti, spet nekaj razmišljamo, nismo pozorni na to, kje hodimo in pademo.
lahko smo v avtu, nekaj razmišljamo in nismo pozorni na vožnjo in se zaletimo, naredimo neko nesrečo. Skratka, kaj je tisto, kar nas pravzaprav ogroža v tem življenju? In kako se lahko zavarujemo, kako lahko preprečimo te moteče dejavnike? Misli so tiste, oziroma umske aktivnosti so tiste, ki nam vzamejo pozornost in nas ločijo od zavedanja realnosti v tem trenutku. Torej, to je tisto, kar nas ogroža. Te moteče umske aktivnosti, ki nam jih proizvede prav izključno za tem namenom, da nas moti. Posledično povzročimo razne samopoškodbe, nesreče in seveda, če sledimo tem mislim, se tudi aktivirajo razne energije, notranjih konfliktov, ki mi rečemo čustva. In ta čustva pa tudi čez daljše obdobje začnejo sesuvati našo energetsko stabilnost našega fizičnega telesa. Posledično pride do raznih alergij, bolezni, tumorjev, rakov in podobno. Večino bolezni torej izhaja iz tega sodelovanja v našem umu. Mi torej lahko sklenemo življenjsko zavarovanje, da ko se nam naredi neka nesreča, da si zlomimo nogo, da zbolimo, da umremo, ko umremo, mi denarja ne moremo dobiti, ampak če se poškodujemo, če smo prikrajšani za delovno zmožnost in tako naprej, dobimo neko denarno nadomestilo. To denarno nadomestilo je pa v bistvu neka vrsta potuha, ker nas samo še dodatno sabotira in si mislimo, saj, če se nam bo kaj zgodilo, bomo pa dobili neki denar, da bomo lažje prebrodili. Po drugi strani pa zavarovalnice z namenom poizkušanja prodaje zavarovanj izvajajo razne akcije, za katerimi ljudi ustrahujejo. Pomislite, kaj se vam vse lahko zgodi. Lahko vam hiša zagori, lahko je poplava, lahko je avtomobilska nesreča, lahko zbolite, lahko je lahko je tretje. In potem ravno, ko človek začne razmišljati o teh stvareh, gre zopet v in ga je strah, da se mu bo to zgodilo. In ravno zaradi tega razmišljanja o tem, kaj bi se ti lahko zgodilo, potem posledično nisi pozoren na to, kaj se ti dogaja v tem trenutku in ravno to se ti potem zgodi, kar ne želiš, da bi se to zgodilo. Torej, kaj je najboljše zavarovanje? Najboljše zavarovanje samega sebe, da se zavarujemo pred boleznimi, nesrečami in tako naprej, je to, da nehamo sodelovati v umu. Da nehamo slediti mislim, da nehamo poslušati manipulacije ljudi, ki jim gre samo za dobiček, ne pa za našo resnično korist. In da smo v polnem zavedanju tega trenutka, da imamo lahko posledično čim daljše življenje tukaj na Zemlji, seveda v zelo podpornem delovanju vseh, za upoštevanjem vseh živih bitij kot enakovredne. Torej, da smo neka zgledna oseba, ki se zaveda, da smo vsi del enosti in da se moramo vsi drug drugega tukaj podpirati, če hočemo živeti v miru, harmoniji in izobilju. Kajti, če skrbimo, če se bojimo stvari, še posebej, če se bojimo smrti, potem smo stalno v umu, stalno razmišljamo in celo življenje lahko na ta način preživimo v zaskrbljenosti, na koncu pa umremo in ugotovimo, da smo zapravili celotno življenje. Najboljše zavarovanje je torej, da se osredotočimo na svoje lastne dihanje, da se
zavedamo, da smo nesmrtno bitje, ki bo preživelo kakršne koli izzive nam bodo postavljeni pred nas. Potem pa seveda tudi zato, da omogočimo sistemsko zagotovitev dostojnih življenjskih razmer, ker sedaj, če hočemo na tem svetu preživeti, seveda potrebujemo denar, ker je vse povezano z denarjem. In če hočemo imeti vedno dovolj denarja, ne glede na to, kaj se nam bo zgodilo, ali bomo delovno sposobni ali ne, ali se bomo poškodovali in bomo več tednov, mesecev ali let celo delovno nesposobni ali celo mogoče invalidi, da bi se nam zagotovilo dostojne življenjske razmere, pa je potrebno spremeniti naš družbeni sistem. Na ta način, da ne bo potrebno nobenega dodatnega zavarovanja več, ker bo že recimo država brezpogojno poskrbela za tvojo maksimalno varnost, za varnost tvojega preživetja. Torej, da boš dobil dovolj denarja ali potrebnih stvari, zato da ne boš lačen, da te ne bo zeblo, da boš imel streho nad glavo, da boš imel obleko, izobrazbo kvalitetno in da se boš lahko v polnosti izražal na tem svetu. Torej, potrebne so sistemske spremembe, zato da ne bo potrebno nekih dodatnih zavarovanj, nekih ekstra vlaganj. In to vse lahko storimo samo, če se za to odločimo, če pri tem vztrajamo, če se na to fokusiramo, če nas bo dovolj ljudi, da to speljemo v prakso preko političnih aktivnosti. Torej, kdor želi maksimalno poskrbeti za sebe, za svojo varnost, prvič svetujem, da se vpiše na brezplačni tečaj DIP Lite, seveda, če razumete angleški jezik, in pa da sodelujete pri razširjanju in udejanjanju političnih sprememb, da bomo ljudje postali maksimalno varni na tem svetu. Vse te povezave in dodatne informacije do tega spletnega tečaja, ki je brezplačen, in do političnih predlogov najdete v opisu tega videoposnetka. Pridružite se nam, zato da naredimo ta svet maksimalno varen za vsa živa bitja, tako za ljudi, kot za živali, kot za rastline. Hvala za posluh in nasvidenje.